Potem, ko so pred 2 letoma gluhi iz držav nekdanje Jugoslavije na jadranski konferenci razpravljali o urejenosti njihove zakonodaje glede gluhih, nas je najbolj zanimalo, kaj se je v tem času spremenilo v praksi. Zato smo se na nedavno jadransko konferenco, ki je potekala 28. novembra v Zagrebu, odpravili z velikimi pričakovanji. Predstavniki nacionalnih zvez balkanskega področja so predstavili razmere v svojih državah. Zdi se, da je pri njih potrebno še veliko dela za doseganje enakopravnega položaja gluhih. Na konferenci je bilo ugotovljeno, da je položaj gluhih in naglušnih v Srbiji zelo slab. Ukinili so veliko pravic in olajšav za gluhe in naglušne, v 7 šolah za gluhe pouk ne poteka v znakovnem jeziku, v razredih pa so poleg gluhih otrok tudi otroci z duševnimi in govornimi motnjami ter avtisti. Imajo le 50 tolmačev znakovnega jezika in financiranje slednjih še vedno ni urejeno. Zaradi kvotnega sistema zaposlovanja je sedaj res manj gluhih brezposelnih, vendar v večji meri opravljajo zgolj fizična dela in posledično dobivajo nizko oziroma minimalno plačo. V glavnem so tudi na delovnih mestih, ki zanje niso prilagojena. Njihovo šolanje in prekvalifikacija potekata brez tolmača. Na Hrvaškem se v zadnjih 2 letih ni veliko spremenilo. Gluhi otroci v integraciji sicer pouk lahko spremljajo s tolmačem in zapisnikarjem. Gluhim pripadajo 3 tehnični pripomočki: svetlobni zvonec, alarm za dojenčke in naprave za faksiranje, ki pa je že zastarel način sporazumevanja na daljavo. Zato si prizadevajo za pravico do mobilnika ter namiznega ali tabličnega računalnika. Res pa je, da je gluhim, ki imajo nad 93% izgubo sluha po Fowlerju, priznana 100% telesna okvara. Tako jim pripada pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, ki znaša okoli 350 kun oziroma 50 evrov mesečno. Oproščeni so plačila zdravstvenih uslug, upravičeni so do olajšav pri dobičku, davku, registraciji avtomobila, imajo pa tudi brezplačne avtobusne vozovnice za primestni promet. V Sloveniji je bilo v zadnjih 2 letih za osebe z okvaro sluha in njihov materni jezik, slovenski znakovni jezik, narejeno veliko. Med pomembnimi uspehi je tudi vpis znakovnega jezika v register nesnovne kulturne dediščine in prilagoditev sodnega reda za osebe z okvaro sluha, da se lahko enakopravno udeležijo sodnih postopkov s tolmačem slovenskega znakovnega jezika ali z uporabo indukcijske zanke v sodni dvorani in zapisnikarjem. Gluhi športniki so od leta 2017 izenačeni s športniki neinvalidi, kar pomeni, da imajo enake pravice pri sofinanciranju športnih programov in enake statusne pravice in bodo po zakonu o športu dobitniki medalj na olimpijskih igrah gluhih prejeli pokojninski dodatek. Zakon o osebni asistenci upravičencem zagotavlja 30 ur osebne pomoči mesečno v obliki pomoči pri sporazumevanju ali spremstva ali pa denarno nadomestilo v višini 146 evrov. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je letos postala izvajalka certificiranja slovenskega znakovnega jezika. Zagotovo pa je najbolj odmevna njena nedavna pobuda za umestitev slovenskega znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije. Čeprav je organizator povabil predstavnike vseh balkanskih držav, ni bilo predstavnikov iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Makedonije. Na konferenci je bilo ugotovljeno, da so med državami jadranskega področja velike razlike glede pravic za osebe z okvaro sluha, čeprav so te države ratificirale konvencijo Organizacije Združenih narodov o pravicah invalidov,
Poleg tega pa pravice oseb z okvaro sluha različno obravnavajo tudi po različnih področjih znotraj meja svojih držav. Zato so potrebni krovni oziroma sistemski zakoni, ki bodo pravice opredeljevali po posameznih življenjskih in delovnih področjih oseb z okvaro sluha. Predsednik ZDGNS Mladen Veršič je predstavnikom Srbske zveze gluhih in naglušnih ponudil pomoč in svetovanje pri pripravi predlogov in amandmajev, s katerimi bi pravice zapisali v ustrezne zakonske akte in jih dokončno uredili.